Gledalke in gledalci, prijazno pozdravljeni in vabljeni k ogledu današnje oddaje na programu VTV vaše televizije Velenje, Župan z vami. Tokrat je z nami župan občine Šoštanj, gospod Darko Menih. Dober večer in lepo pozdravljeni. Lep dober večer vam in gledalkam in gledalcem. Zdaj v našem studiu ste zato, ker v mesecu septembru je praznovala vaša občina, pa mogoče vseeno na začetku vprašanje, veliko dogodkov ste pripravili, a ste se uspeli sploh kaj spočiti? Ja, po pravici moram reči, da zdaj se počasi nekje ta utrujenost še bolj kaže, kakor prej, ko smo bili v polnem zamahu. Tako da jaz upam, da se bom zdaj pa v tem tednu res kaj spočil. Ampak bilo je pa prijetno, zanimivo, bilo je pestro. Prijetno, zanimivo, polno dogajanj in vsa ta dogajanja so bila posvečena našemu prazniku, našemu praznovanju 30. septembru naše občine in pa naj omenim tudi še eno obletnico v tem letu, to je 105 let mestnih pravic Šoštanja. Namreč 1911. leta je cesar Franc Jožef podelil mestne pravice Šoštanju. Župan, skozi današnjo oddajo se bova dotaknila različnih tem, gospodarskih, političnih, kaj se dogaja na področju šolstva, kulture, pa mogoče na začetku kratka predstavitev občine Šoštanj, koliko je prebivalcev, kje pravzaprav ležite, ljudje poznajo vašo občino pa vseeno. Ja, naša občina je velika 95,6 kvadratnega kilometra, spada med kar velike občine. Če samo primerjam z občino Celje, po površini smo večji. Večji smo tudi od občine Velenja. No, ta velikost nas pa potem po drugi strani kar nekje tepe zaradi zimskih služb, zaradi ostalih zadev, namreč podeželje je veliko. Prebivalcev imamo 8705 in to počasi narašča, tako da smo nekje ena srednja občina. Imamo 20 svetnikov in ti pač na teh sejah potem izražajo svoja mišljenja, potrjujejo naše plane, tako da mislim, da dobro sodelujemo. V samem Šoštanju je približno 2900 ljudi, ostali ljudje so razporejeni po 9 krajevnih skupnostih in vse te krajevne skupnosti so zelo aktivne, imajo svoje programe, imajo svoja vodstva, svoje svete, no in preko teh tudi mi zelo dobro sodelujemo, uresničujemo njihove želje, njihove potrebe, tako da mi se pač vsi skupaj trudimo za boljše stanje, za blaginjo naših občanov. Pa vseeno mogoče statistični podatki, kako je z umrljivostjo, kako je z rojstvi? Ja, z umrljivostjo in z rojstvi je kar nekje enako, bi rekel, kolikor ljudi potem nas zapusti, pa je rojstvo tudi kar nadomestljivo. Namreč okrog 100-110 otrok se rodi na leto v naši občini. Je pa zanimiv podatek tudi ta, da veliko mladih družin ostane v vaši občini. Tudi po končanem šolanju se vrnejo domov. Ja, včasih tega ni bilo. Včasih so se šolari oziroma študentje, ki so se izšolali, dosegli poklic, tudi šli ven. No, vse tega je še danes tudi precej. Ampak mi se nekje trudimo, da bi jih le nekaj zadržali. No, nekaj nam uspe, veliko pa res gredo tudi ven, gredo tudi v tujino, kajti nasploh v Sloveniji vemo, kakšna je potreba po delu, po zaposlitvi mladih, ki je ni veliko. Gospod župan občine Šoštanj, Darko Menih, zdaj pa se dotakniva investicij. Če pogledava leto nazaj, od lanskega občinskega praznika do letošnjega, kaj vse ste postorili v vaši občini? Ja, moram reči, ko se ozremo nazaj, da smo v naši občini kar naredili veliko. No, in največji tak projekt je bil prenova Trga Svobode in ta otvoritev je bila lani 23. oktobra in ta trg se zdaj že s pridom uporablja. Tudi tisti najbolj kritični ljudje, ki so ga nekje kritizirali, zdaj le vidijo, da je bila ta prenova potrebna in da je zdaj le
drugače na samem trgu v središču Šoštanja. No, to je ena velika investicija bila, potem je zdajle v kratkem smo odprli Aškerčevo cesto in tudi tu, ta del Šoštanja, Prešernov trg in Aškerčeva, je bil en tak zamašek prometni. Vendarle smo zdaj skupaj z gradbenim podjetjem Niving uredili to, uredili smo tudi pločnik in pa razsvetljavo. Tako da tudi ta del Šoštanja je zdaj nekje kar lepo urejen. Kar se pa tiče še ostalih stvari, smo pa veliko postorili tudi na infrastrukturi in sicer neke kanalizacije, vodovodov in tudi neka popravila vodovodov večja. Tako da se je dogajalo, se še dogaja. Tu ne smem pozabiti na sanacijo plazov, ki se vlečejo že tudi nekaj let, ampak vendarle, glede na razpolago, koliko imamo denarja, potem saniramo tudi te plazove. Sanirali smo najprej največje in sploh tiste, ki so nekje ogrožala življenja naših občanov. Zdaj pa tu in tam še dobimo kakšna sredstva tudi iz države, iz Ministrstva za okolje, tako da lahko saniramo še kakšne manjše in tudi srednje plazove. Ampak ravno na področju plazov ima občina Šoštanj veliko nesreče. To je res. Mi smo pri vseh nesrečah, kar jih je bilo v zadnjem času iz strani narave, kar veliko dobili tistih negativnih stvari. Takrat, ko so bile dvojne poplave, pa potem plazovi, pa potem žled, pa tudi suša. Skratka, preko 200 plazov smo mi imeli in zdaj smo jih tam okrog 80-90 že sanirali. Tako da pričakujemo še na tem področju še kar nekaj dela. Je pa treba pohvaliti vašo hitro odzivnost, tako strani lokalne skupnosti, kot strani gasilcev in vseh, ki nekako sodelujejo potem pri sanaciji. Ja, to pa je tudi res, to jaz večkrat poudarjam, da prvi na mestu so gasilci in civilna služba. Namreč, ko se zgodijo nesreče, imamo 4 gasilska društva in civilno zaščito, ki takoj odreagirajo in smo sproti obveščeni, kaj se na terenu dogaja in k temu primerno tudi potem postopamo. Tako da jaz se ob tej priliki res zahvaljujem vsem tem akterjem, obenem bi pa rekel, da karkoli pa se tudi rabi, pa moram reči, da so zdajle trenutno vsa društva zelo dobro opremljena in to nam je tudi nekje v ponos. Kajti brez opreme tudi gasilci ne morejo in tudi ne smejo posredovati, kajti potem so ogrožena tudi njihova življenja. Mogoče vseeno, župan, zdaj podrobnejša predstavitev teh večjih investicij, kar ste preomenili, Trg Svobode. Ta je res zaživel v pravem pomenu besede, številni dogodki se odvijajo, prireditve, ljudje so ga sprejeli za svojega, ne samo domačini, tudi ostali ljudje, ki pridejo v vašo občino. Ja, res je. Poglejte, tam je zdaj takšno središče za vse generacije. In ko gledaš, tam se tudi igrajo otroci, tam posedajo starejši, tam je tudi ta frekvenca iz parkirišč v trgovino in tako naprej. Skratka, tu se dogaja in večkrat, ko pogledam skozi okno občine, vidim, da ljudje stojijo, se pomenkujejo in si izmenjujejo razne izkušnje. Otroci pač tudi kotalkajo in so tudi zelo aktivni. Je pa nam vsem všeč to, da smo se znebili prometa, da je popolnoma prazen prometno in tu je velika pridobitev za samo središče Šoštanja. Investicija? Investicija je bila 1,1 milijona, tako da smo z sredstva zagotovili iz proračuna. Izvajalec? Izvajalec pa je bil Nival iz Ptuja in moram reči, da so zelo dobro postavili vse te stvari, kar je danes na trgu. No in od lanskega leta ste pripravili številne dogodke, ste ponosni na samo dogajanje? Ja, res smo ponosni na samo dogajanje, kajti vedno je še v Šoštanju ena taka
tak zadržek med ljudmi, kajti vemo, zakaj so se ljudje zapirali vase. Namreč Šoštanj je bil nekje obsojen na propad, da ga izpodkopajo, ampak potem je leta 2000 prišla direktiva, da Šoštanj ne bo izpodkopan in takrat so se ljudje začeli malce odpirati. In do takrat pa niso smeli niti obnavljati hiš, fasad in nobenih prizidkov, no vendarle zdaj je to sproščeno in ljudje se res odpirajo in prav jim pride tudi vsaka prireditev na samem trgu. Vedno znova poudarjate, da gre za medgeneracijsko druženje na tem trgu. Ja. Vam to uspeva? Ja, to nam uspeva, zato ker dogodki se dogajajo tako za starejše, kot za tudi mlajše generacije. Poglejte, če že pridejo kaki pevski zbori ali kake prireditve, kot so Ana Desetnica, ali še druge stvari, kak koncert godbe in tak naprej, tam vsak obstoji, prisluhne in se dogaja. Omenili ste tudi odprtje Aškerčeve ceste, investicija. Kaj vse ste takrat pripravili? Ja, investicija je približno 180 000, s tem, da smo mi dodali denar za razsvetljavo in pa tudi za pločnik, ki je bil tu zelo potreben. Namreč to je zelo prometna dvosmerna cesta in se rabi pločnik zaradi varnosti tako otrok, kot tudi starejših, oziroma vseh. In ta investicija je bila približno 180 000, s tem, da smo dobili 90 000 iz strani države. Ljudje pa navdušeni, zadovoljni? Ja, ljudje, jaz mislim, da zdaj je prometno urejen ta del, ta kotiček Šoštanja in da v začetku je bilo nekaj negodovanj, ker smo vzporedno odprli tudi cesto naravnost na glavno cesto, vendarle smo potem zdaj ugotovili, da je bila ta cesta pravilno odprta in tako je zdaj tudi ostala. Še en projekt izpostaviva, tržnica Šoštanj. Tudi ta se je zelo dobro prijela. Ja, no, tržnica Šoštanj je pa takole, v sodelovanju z krajevno skupnostjo Šoštanj smo nekje postavili zdaj to tržnico. Tržnica je bila približno, strošek tržnice je bil 240 000, tu smo dali mi 120 000, pa krajevna skupnost nekaj več, vendarle v sodelovanju z njo smo odprli to tržnico, ki se pa zdaj počasi prijemlje. Vsem seveda ni pogodo. Zdaj sama frekvenca ljudi v začetka tudi ni bila dobra, zdaj se pa to stanje poboljšuje, ljudje prihajajo, izmenjujejo tudi svoje pridelke, tako da smo zdaj tudi na tem področju zadovoljni. Sicer pa vodi tržnico krajevna skupnost in ima tudi urnik odprtja te naše tržnice. Se kdaj sprehodite po tržnici? Ja, jaz se sprehodim, zato ker jaz imam tam rad take stvari, ki so na teh policah, pa me vedno zamika, da kupim kaj, ali kak konc klobasa ali kruha, ampak tudi med. No, lepo. Zdaj, če se konkretno dotakneva cestne infrastrukture, kdo ima koncesijo, podpisali ste jo maja letos, kaj pomeni ta koncesija, za koliko let? Ja, mi smo dolgo nekje se ukvarjali, kako in kaj hitro posodobiti naše ceste. Kot sem že prej omenil, jih imamo ogromno, ne? In preko 220 km cest. In to je treba vse vzdrževati in redno plužiti, redno tudi poleti vzdrževati. No in prišli smo do zaključka, da razpišemo koncesijo za ceste, za urejanje cest in to nam je uspelo tako, da smo za 15 let podpisali koncesijo in sicer sem spada urejanje cest oziroma vzdrževanje cest po zimi in poleti in pa potem nadgradnja novih cest, obnova novih cest. In koncesionar je gradbeno podjetje Andrec iz naše občine. Za 15 let smo podpisali pogodbo. Pogodba
vrednost pogodbe je 22 milijonov in obenem je to največja pogodba, kar smo jo zdaj mi v zadnjem času sploh podpisali. Moram pa zdaj reči, da ko Andrejčevi delavci so začeli že delati, že pridno delajo, in ena izmed obvez v tej koncesijski pogodbi je bila tudi ta, da v 2 letih zgradi oziroma prenovi 44 km cest, plus ostalega vzdrževanja. No in glede na to, ko zdaj gremo po terenu in vidimo te ceste, ki so res zgledno zgrajene, vidimo tudi to, da jim bo to tudi v 2 letih uspelo. Pa se občani velikokrat obrnejo na vas, recimo s kakšnimi pripombami glede cest, kako je s tem v vaši občini? Ja, poglejte, to pa mislim, da naša občina tudi ni nobena izjema. Kakor v drugih občinah, tudi pri nas so pač problemi tudi okrog služnosti, okrog odkupa zemljišča za cesto in tako naprej. Vendar naše službe pač prijazno gredo do naših občanov, predstavijo projekt, kaj naj bi se zgodilo na njihovem zemljišču, no in potem najdemo neko skupno rešitev na skupno zadovoljstvo. Pa vendarle pa potem, ko pa se človek pelje po čisto novi zgrajeni cesti z urejenimi bankinami, z varnostnimi ograjami, pa tudi v sebi čuti eno zadovoljstvo, da so pač vsi občani, vsi naši obiskovalci, ki pridejo v našo občino, tudi varno opremljeni. To konec koncev pomeni, da tudi občani in občanke lahko veliko pripomorejo k boljšemu življenju v občini z dobrim sodelovanjem. Tako je. No in zdaj imamo take posameznike, ko pač delajo tudi kakšne probleme, vendar skušamo pa reševati res vse z roko v rok, da potem nikakih zamer pa nekih tistih žalitev in podobno. Ne moreva mimo termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje, mogoče najprej pri Tešu, da se ustaviva. Ja, poglejte, mene najbolj boli, da to, da cela Slovenija nekje nima posluha, kaj Teš pomeni za Slovenijo. To je le 1/3 energetike v naši državi. Včasih, ko je pa suša, pa je to še več kot 50%. Ampak ta zloglasni blok 6 ima res tak negativen predznak, ki ga res ne razumem, zakaj Slovenci tako negativno gledajo na to. Poleg tega pa vemo, da je dolina plačala za to energetsko postrojenje, ki je tu v Šaleški dolini. Tam je rudnik, ki pač brez njega ne gre. Glavni energent je lignit, ki ga rudarji kopljejo. Kopljejo zdaj trenutno pod nami, proti Šoštanju in proti Gaberkam. In to ima tudi negativne posledice. Tako vidimo, da so degradirana zemljišča, da so tu potresi, da je tu smrad iz teh jaškov, ampak to tudi skušamo z temi giganti reševati. In sam blok 6 pa jaz mislim, da je bil dobro zgrajen, da je potreben za Slovenijo in da zdaj tudi, moram reči, da kar brezhibno daje energijo, plus blok 4. Kako pa sodelujete z novim vodstvom? Ja, takoj, ko je prišlo novo vodstvo na oblast, smo vzpostavili kontakte, vendar niso do zdaj bili ne vem kako uspešni. Namreč mi postavljamo svoje zahteve, mi postavljamo zahtevo vse 3 občine po odškodnini in kar pa v termoelektrarni Šoštanj ne prisluhnejo prav dobro. Ampak vendarle, mi imamo, občina Šoštanj in tudi Velenje in vse, imamo podpisan sporazum za leto 16 še za odškodnino, vendar ni prišlo še do realizacije. No, dogovarjamo se, pogovarjamo se, zdaj, ko je nov direktor HSE-ja, smo ga imeli že tudi na obisku, tudi smo mu predstavili naš problem in jaz mislim, da iz njegovega govora oziroma kontaktiranja z nami veje nek pozitiven duh,
da bomo to stvar le rešili v prid naših občanov. Pa povejte vseeno, kaj konkretno zahteva občina Šoštanj oziroma kaj pričakujete? Ja, poglejte, mi smo vsa leta zdaj imeli že sporazum in smo imeli v zadnjem času denarno nadomestilo v višini 2 milijona 100. Vendar v letošnjem letu še tega nismo dobili niti nobenega dinarja. Zato se toliko bolj prizadevamo, da bi do tega prišlo, kajti nam dela to težavo, da smo imeli projekte, s katere smo hoteli zgraditi prav s tem denarjem iz Teša, nam to onemogoča. In morali smo narediti takoj rebalans in izvzeti tiste projekte, ki so bili planirani s tem denarjem. Ampak mi smo to izvzeli, zdaj na pogovorih, če bodo uspešni, bomo potem te projekte pač vrnili takoj nazaj in prišli v samo izgradnjo. Povejte, gospod župan, so delavci Teša velikokrat v zadnjem času potrkali na vaša vrata, mislim na njihove pogodbe, ki so jih prejemali? Ja, nekaj je bilo tega, nekaj pa je sindikat sam to urejal, v kar se tudi mi ne moramo ne vem kako spuščati. Mi lahko dajemo samo neko moralno podporo, kar jo tudi dajemo že ves čas bloku 6 in tudi v tem trenutku, ko so bile stavke napovedane v Tešu, smo bili z njimi, tako da ena taka podpora. Kaj več pa proti tem gigantom nimamo niti pravice se vtikati, glavni je pač sindikat njihov. Na drugi strani je zdaj premogovnik Velenje. Ja, no, s premogovnikom Velenje je podobna zgodba. Tudi od njih smo dobivali delno odškodnino, kar pa dajle v 2 letih tudi nismo dobili nič. Ampak tudi z njimi imamo pogovore, z njimi nadaljujemo pač v tej smeri odškodnine. Kajti, pogledajte, mi v Šoštanju imamo te potrese, ki so povzročeni prav s tem rudarjenjem. In pa prej sem že omenil ta grozen smrad iz jaškov. In ta jašek je bil že nekje planiran, vendar ga niso še zgradili skupaj s termoelektrarno. Tako da v tej smeri zdaj pritiskamo, da se tudi ta smrad izpelje, odpelje iz Šoštanja. Kajti včasih je v Šoštanju res grozno. Kako sodelujete z vodstvom premogovnika? Ja, z vodstvom sodelujemo v teh pogovorih. Enkrat smo čisto blizu že, drugič malo bolj oddaljeni, ampak jaz tudi računam zdaj na novega direktorja HSE, da bo vse te stvari povezal, pa ena pozitivna stvar, da se dogodi. Če smo ravno pri gospodarstvu, kakšen pa je nasplošno gospodarski utrip v občini? Ja, poglejte, včasih je bil Šoštanj kar gospodarsko središče Savinjsko-Šaleške regije, vendar je potem z leti pač začel propadati. Odkar je propadla Vošnakova usnjarna leta 1999, je šlo pač vse navzdol. Med tem časom se je vsa druga proizvodnja selila tudi v Velenje, tudi Gorenje Notranja se je odselila v Srbijo. Skratka, nekaj podjetij, tudi individualnih, je propadlo in Šoštanj je kar nekje obstal, kar se tiče gospodarstva. No, v zadnjem času pa se je slika popolnoma obrnila, namreč v Notranjo se je naselilo podjetje Turna, ki je začelo s proizvodnjo, z novimi delovnimi mesti. No in na tem kompleksu, kjer naj bi bila industrijska cona, je še tudi podjetje Rednak, ki redno dela, pa Gorenje, Indup in pa še računamo na Mazejevo žago, ki je že tam gor postavljena nad čistilno napravo, ki že zdaj nekaj let ne obratuje, ampak vendarle v zadnjem času potekajo neki pogovori z Angleži in z ne vem kom, da bi se pa to tudi obudilo. Pa tudi številna manjša podjetja. To je številna manjša podjetja, pa kar se nekje širijo, tudi nekaj privatnikov je, ki tu in tam tudi zaposlijo koga, kajti nam je vsako delovno mesto zelo, zelo pomembno in v tej smeri pač tudi delujemo tudi z našim pristopom, ki smo ga ustanovili, to je podjetniški inkubator. No in v tem pač nudimo mladim, da pridobivajo izkušnje, smernice za ustanavljanje podjetij
in podobnih reči. No, od 16. do 22. septembra ste tudi v Šoštanju izvedli teden mobilnosti, pripravili ste številne aktivnosti. Kaj vse? Ja, v tednu mobilnosti, to je od 16. do 22. septembra, smo sodelovali tudi mi kot občina. Mi smo se prijavili na ta projekt in smo med 72 občinami, ki je ta projekt nekje prijavilo in ga tudi izvajalo. No, tu smo izvajali marsikaj. Posvečen je bil ta teden mobilnosti, da je dan brez avtomobila, brez večjega prometa, da je tu poudarek na kolesarjih in na pešcih in da se njim posveti ta pozornost in varnost na cestah. No, in tu smo imeli kar nekaj takih prijetnih dogodkov. Tule vidimo zdajle starodobne kolesarje, ki je kulturnica naša iz Gaberg organizirala to srečanje. Bilo je zelo uspešno. Tudi jaz sem se peljal s tem starim kolesom. In občutki? Ja, občutki so bili lepi, ker smo imeli proste ceste in skratka vzdušje je bilo enkratno. No, in v tem tednu smo imeli tudi na obisku skakalca Jako Hvala, ki je obiskal vrtec. Tule na Cankarjevi cesti so vrtičkarji pripravili lep program, igranje, potem slikanje oziroma risanje na asfalt. Skratka, v prijetnem pogovoru smo potem tudi s tem skakalcem se dotaknili te mobilnosti. Pa bi si želeli, da bi v občini recimo ljudje bolj pešačili, se vozili s kolesi, manj z avtomobili? Ja, poglejte, to je tudi naša želja in želja tega projekta, ki ga zdaj pravkar izdelujemo. To je celovita prometna strategija. No, in ta projekt že poteka 1 leto in smo s temi akcijami, ki so do sedaj zelo zadovoljni. To podjetje, urbanisti iz Celja, so vzeli kot primat in z našimi službami občinskimi peljajo razne projekte v tej smeri. Ta projekt naj bi bil zaključen februarja leta 2017, namreč tu smo pozvali tudi vse občane, da s svojimi pripombami, svojimi željami, svojo vizijo povedo, kako naj bi Šoštanj razbremenili s prometom. Kje naj bi bila kakšna cesta, kje je kakšno parkirišče, skratka, da nekje zagotovimo maksimalno varnost in pešcem in kolesarjem. Pa čim manj seveda tega prometa v samem centru, v sami občini. Ampak nekaj prometa vendarle mora biti, zato pa so ti projekti, pa te želje, ankete, da bomo videli, kje, kaj lahko postorimo. Kaj pa ljudje pričakujejo? Kaj si želijo? Ja, ljudje si želijo podobno, kot sem prej jaz povedal, in pa tudi še kar nekaj kolesarskih poti. Mi smo vpeti v projekte kolesarskih poti in sodelujemo v 3 projektih. No in ljudje tudi pričakujejo, da bomo to v neki kratkoročni dobi to tudi postavili, kar se bomo pa seveda zavzemali z velikim navdušenjem. No, zelo pomembna v občini Šoštanj so gasilska društva. Kako je s temi društvi pri vas? Ja, gasilska društva, sem že prej pomenil, so 4. Z vsemi odlično sodelujemo, prirejajo svoje prireditve, na katere smo ponosni. Letos smo imeli mi tudi dan gasilca v naši občini, kjer so bila podeljena tudi visoka priznanja Gasilske zveze. Drugač, za sam denar, ki ga črpamo iz proračuna, pa potem razdelimo med vsa 4 društva in tudi civilno zaščito. In moram reči, da v letošnjem letu je tu 90 000 na razpolago. Lahko bi bilo morda več, če bi bil ta sporazum s Tešem tudi ugodno rešen.
No, vendarle pa najdemo še tudi nekaj denarja. Letos imamo zdaj po rebalansu pripravljenih še 10 000, da se nakupijo opremo in vsako društvo si pač nakupi za tisti svoj znesek, ki mu pripada, določeno opremo, ki mu najbolj pride prav. No, lani ste izvedli tudi skupno gasilsko vajo v Ravnah. Ja, kot vsako leto, no, letos je že tek oktober, zdaj je že oktober požarne varnosti in gasilci so že kar imeli, mislim, da v nedeljo je bila ena vaja v Zavodnjah. Skratka, gasilska društva sama organizirajo določene vaje ali pa 2 ali pa 3 skupaj, tudi s sosednjo občino Črno in Podgorjem. No in lani smo izvedli pa tudi kot vsako leto skupno občinsko vajo in ta je potekala v Ravnah pri Reksu. Tam je bilo že po noči, ampak ko pridejo ti avtomobili na prizorišče požara oziroma nesreče, ko se vžgejo ti reflektorji, je potem kot da je dan. Se pravi, zahvala vsem gasilkam in gasilcem za požrtvovalnost. Kaj pa ostala društva v občini? Ja, ostala društva pa vemo, da imamo ogromno društev. Na vsa društva smo v občini ponosni, kajti vsa imajo nekje svoje programe, eni imajo bogatejše, drugi malo manj, ampak vendarle z vso aktivnostjo, z vso pripadnostjo društvom ljudje izpolnjujejo te programe, tudi nastopajo na raznih prireditvah, se predstavljajo in pokažejo tudi ljudem, da so takšna društva v občini tudi potrebna. In imamo tu športna društva, imamo humanitarna, kulturna, skratka vsa ta društva nekje oskrbujemo tudi z delom denarja, dobivajo denar na razpisih in potem po ključu, koliko točk dobijo, razdelimo tudi ta denar. Ampak lepo je, da znate v svoje vrste pritegniti čim več mladih, a ne? Ja, to je pa moto tudi vseh društev in pa tudi nekje želja nas, občinarjev, da imamo čim več mladih v teh društvih, kajti vsako društvo le nekje se razvija in rabi podmladek. To je eno, drugo pa ti otroci so potem pod neko kontrolo, pod večjo kontrolo in tam izkazujejo tudi svoj interes do te ali druge dejavnosti. No, občina Šoštanj je poznana po izvedbi številnih sejmov. Če omeniva zdaj tudi Šmihelov sejem, ki ste ga izvedli pred kratkim. Ja, no, občina izvaja kar nekaj sejmov. Tu je bil pred kratkim Šmihelov sejem, ki je bil dobro obiskan. In kot vedno je potem še zdaj v bližnji prihodnosti še Katarinin sejem in pa potem še novoletno-božični sejem. Kaj se dogaja na teh sejmih? Številni obiskovalci pridejo od blizu in daleč? Jaz moram reči, da naše službe, ki organizirajo te sejme, zelo dobro poskrbijo za te prodajalce, ki pridejo pokazati svoje izdelke. In moram reči, da tudi iz tujih krajev pridejo sem na stojnice in pokažejo, kaj imajo. In domači ljudje, ki pridejo, pač tu dobijo tiste želene stvari, od živil pa do raznih tekstilnih izdelkov, drugih spominkov. In to nekje je zanimivo na teh sejmih, ko se začnejo ta kupovanja pa tudi barantanja, ne? Ravno to sem hotel reči, barantanja, ja. Povejte, župan, recimo, ko se sprehodite po takšnih prireditvah, a opažate vedno ene in iste obraze ali prihajajo tudi ostali ljudje? Ja, moram reči, da od začetka so bili kar eni in isti, ampak zdaj pa vidim take, ko ga prej mogoče celo leto nekje ne opazim, na sejmu ga pa srečam, pa tudi v pogovoru rečeva kjera. Torej lahko upravičeno rečete, da se v občini Šoštanj odvijajo številni dogodki. Za vsakogar se najde nekaj, ne? Res se najde za vsakogar nekaj in ti sejmi so tudi popestreni, kot vidimo, z kuhanjem golaža, s kuhanjem raznih dobrot in to še bolj poživi
tisto dogajanje v naši občini, ki je bilo do zdaj kar nekje zapostavljeno, zdaj pa je to živahno. In tudi vsa turistična društva, ki jih imamo v občini z svojimi programi, res popestrijo vsako prireditev, tako da smo res zelo ponosni na njih in jim tudi čestitamo za vse to dogajanje. Vidim, da ste kar navdušeni zdaj, ko to pripovedujete, ne? Ja, sem kar navdušen, tamle sem videl, kako se kuhajo golaž in tak naprej. No in ravno včeraj sem bil tudi v Ravnah, kjer je športno društvo organiziralo kuhanje, ravnske župe, tek pravijo, ampak tam se kuha od bograča do golaža, do praženja jeterc in tak naprej. Skratka, včeraj je bilo tudi tam živahno in izkoristili so tudi to dogajanje, da se je zaključila športna liga v nogometu in so bila podeljena tudi priznanja. Ljudi pa kljub tem, da je malce rosilo, je bilo kar precej. Organizirate tudi številne simpozije, med drugim ste organizirali tudi simpozij o usnjarstvu. Kakšna je zgodovina usnjarstva v vaši občini? Ja, kot malo sem že prej omenil, da je ta svetovno znana usnjarna bila pri nas, ki je propadla po 200 letih, bila je ustanovljena v 1788, propadla je pa potem 1999, to je bil nekje prvi tak stečaj. Vendarle, mi, ki na občini zagovarjamo vso kulturno dediščino, ki je zelo bogata. In mogoče naj ob tej priliki rečem, da gospodarsko središče, kakršno je bilo včasih Šoštanj, takšno sigurno ne bo več. Ampak imamo pa veliko možnost na kulturnem področju, kajti kulturne dediščine imamo ogromno. No in nekaj teh stvari smo že postorili, s tem dokazujemo tisti naš odnos do naših prednikov, ki so nam zapustili to dediščino. No in ena taka stvar je bil tudi muzej usnjarstva na Slovenskem. Mi smo bili dolžni nekje obuditi spomin na to tovarno usnjo, kajti takrat je delo izgubilo približno 400 delavcev v usnjarni in to ni bilo kar tako. No in zdaj ta muzej, ki je postavljen, leta 9 je bil postavljen, dobili smo tudi evropska sredstva in zdaj je živahen. Prihajajo ljudje iz vseh koncev, prihajajo šolari, gimnazijci, osnovnošolci in seveda ti starejši usnjarji iz cele Slovenije še, ki so imeli tudi svoja majhna podjetja, prihajajo na te simpozije, organizirajo se tudi razne razstave iz usnja, tako da ta muzej tudi živi. Še vedno pa živite in dihate šolo. Vse otroke ste v vrtcu in v šoli pospremili v prvi šolski dan. Kakšni so spomini na vaše delo na šoli? Ja, jaz moram reči, da se na šolo vedno rad spomnim. Jaz sem bil več kot 30 let na šoli in poučeval generacije in generacije otrok in zdaj se mi kar malo milo stori, ko pride 1. september, pa ko me povabijo v šolo, da jih grem pozdraviti, ravno tako pa med vrtičkarje, vsako leto grem tega dne po vseh enotah vrtca, kjer me otroci sprejmejo, jih pozdravimo in se tudi malce z njimi pogovorimo, pa celo malo poigramo. Pa številne generacije imajo na vas same lepe spomine. Pravijo, da niste bili preveč strogi. Ja, jaz sem bil pa strog, kolikor je bilo potrebno. Včasih sem bil že tudi kaj malo siten, ampak to pa tek ni nič novega v današnjem dnevu. Kako ocenjujete zdajšnje generacije? Ja, jaz moram reči, da zdajšnje generacije so pač res drugačne. Jaz se spomnim tudi, kar se tiče igrač, izraba prostega časa. Smo včasih to delali čisto drugače na podeželju in tudi v mestu. Zdaj pa je to že okupacija te tehnike, mobilnih telefonov. Skratka, interesi se pač nekje pojavljajo glede na časovno obdobje, ampak vendarle vsako obdobje ima nek čar in jaz se zelo rad še zmeraj spominjam šole. Pa še vedno ste po duši pravi športnika, ne? Kaj radi igrate, košarko, nogomet, kaj?
Ja, jaz sem po duši itak športnik, tudi Odbojka, po profesiji sem bil in meni so bili ljubi vsi športi. No, potem se je pa izmed teh izoblikoval največji interes za odbojko in tu sem potem dolgo igral, skoraj 30 let, tako da smo uživali v tem pa. In kako je zdaj s športnimi društvi pri vas? Ja, športna društva so pa tako, da imamo približno 22 do 24 društev športnih. Tudi Športna zveza se je na novo ustanovila, ki naj bi povezovala ta društva, sam verjetno zdaj še ni pravega zagona, ampak vendarle mi zagotavljamo sredstva za ta društva in kolikor pač dosegajo pik. No, vodijo najbolj Elektra, to so stara društva, več kot 70 let, odbojkaši tudi tam okrog 50 in pa tudi zdaj ženska odbojka in pa seveda nogometni klub, ki ima 95-letnico. Tako da, ampak v letošnjem letu, v zadnjem času, nasploh v Sloveniji, športna društva so kar mal hendikepirana, ker ni toliko denarja. In mi skušamo zagotavljati, da nobeno društvo ne bi propadlo, jih rešujemo tudi pred stečajem ali kakorkoli, pomagamo jim, ker vemo, da v vzgojih teh društev ta vzgoja športnega duha, da ni važno le zmagovati, pa ne vem kaj, da je važno sodelovati, se navadijo tudi teh športnih ljudskih odnosov. Žal je tako, kot ste že omenili, vse se začne in konča pri denarju, ampak vseeno tradicija določenih športnih klubov pa je takšna, da na nek način ne sme zdaj zamreti. Ja, itak, to smo se že tudi mi, tega se zavedamo na občini in smo pristopili prav k reševanju teh klubov, da njim damo malo več, da prebrodimo to krizo in da obenem računamo tudi na boljše čase. Pomagate tudi pri objektih športnih? Tudi pri športnih objektih, pogledajte, mi imamo telovadnic zadost, tam so 2 hali na obeh šolah, oziroma tam, ko je pri vrtcu in na osnovni šoli Karla Distovnika Kajuha, potem je telovadnica še v Topolšici in pa še nekaj športnih objektov, kot je rokometno igrišče, potem je tu športni park pod Vilo Široko, ki ga bo treba še dodelati, in pa ta Tresimirijev park, ki je tudi športno obarvan, tako da vsak lahko najde v tem parku neko svojo aktivnost. No in o tem se še bomo tudi pogovarjali, zgradili smo tudi eno tako hišco za nogometaše tam, da so malo posodobili tisto svoje slačilnice. No, na vrtu Vile Majer v Šoštanju ste pred dnevi odprli tudi zanimivo razstavo 85 let vodovoda. Ja, poglejte, Vila Majer pa nam tudi služi v vse namene. Kajkoli se dogaja, tam se dogaja veliko. No in ena izmed zadnjih prireditev je bila 85. obletnica vodovoda v Šoštanju. Namreč to je pa tudi povezano z samim gospodom Majerjem, ki je bil tudi takrat župan in lastnik te vile, in takrat je on leta 1931 zgradil prvi vodovod v Šoštanju. Sam vodovod je potekal iz Belih vod, približno 14 km je dolg in pa na vrh Goric. Tam je še danes rezervoar. No in zdaj, če pa primerjamo vse te vodovode, kar jih imamo danes, ko je cela dolina Šaleška obkrožena z novim vodovodom, to je s tem značilnim projektom, ki smo ga vse 3 občine skupaj in s komunalo zgradili, pa je res veliko. In mogoče ne bo odveč, da rečem, da je naša občina pridobila veliko in smo približno 94% pokriti, imamo pa 230 km vodovodnih cevi. In sam za primerjavo mogoče takrat v tistih letih, ko je bil prvi vodovod, ko je bil dolg 14 km, je bilo tam približno 50% Šoštančanov priklopljenih na ta vodovod. Cela dolina pa ima
približno 700 km vodovoda in to je pa 96% vse pokritosti. Tako da vse 3 občine se zavedamo s komunalo vred, kaj pomeni vodovod oziroma kaj pomeni voda kot tista dobrina, ki jo moramo pripeljati v vsako gospodinjstvo. So si pa ljudje z velikim zanimanjem ogledali to razstavo, ne? Ja, lepo je bilo, lepa prireditev je bila v takem ambientu, ko je že padal mal mrak. No in ob tej priliki smo tudi postavili tisto nimfo, zelo glasno, ki smo jo kar dolgo nekje postavljali, vendarle potem skupaj z Zavodom za kulturno dediščino in z ostalimi strokovnjaki iz kulture smo le našli prostor za podstavek za nimfo pri Pitniku. Namreč ta nimfa je zgodovinskega pomena, namreč šoštanske perice, gospodinje, so v čast oziroma in zahvalo gospodu Majerju, da je postavil oziroma napeljal vodovod po Šoštanju, so mu dale izdelati ta kip nimfe. Izdelal ga je pa naš kipar, akademski gospod Ivan Napotnik. Prej ste lepo omenili, da smo lahko prebivalci Šaleške doline veseli, da imamo takšno vodo in upravičeno se glasi tudi slogan komunalnega podjetja Velenje Šaleški biser okus zdravja. Tako je. Poglejte, in zdajle v tem zadnjem času je ta voda res priznana, res je zelo dobra in ni je pisarne nekje po naši občini, da ne bi bila ta voda v vrču, ki ga je pa tudi komunala podarila na mizi. No, lepo. Izdali ste brošuro Projekti občine Šoštanj 2016 in danes. Ogromno koristnih informacij, tudi fotografij. Ja, tu pač vsako leto skušamo strniti vsa tista dogajanja, ki so se preko leta dogajale, kaj vse se je postorilo. En kup je tudi informacij, tako da lahko občani najdejo noter tiste zanimivosti, ki jih zanimajo. In tega je precej, vse ne gre noter, ampak vendarle bistvene stvari so pa le poudarjene. Kje je možno dobiti še te brošure? Te brošure je možno dobiti v Willi Mayer, v muzeju snarstva, na pošti v Topolci, na banki, tudi pri nas na občini. Skratka, dobili so jih pa tudi vsi oziroma vsa gospodinjstva v občini Šoštanj. Pa še vaš mesečni list? Ja, ta list je pa tudi zdajle v tem mesecu namenjen vsem tem prireditvam v septembru, tako da lahko vidijo tudi en takšen pregled, kaj vse se je dogajalo pač v tem letu. In jaz apeliram, da si pogledajo tako brošuro ljudje, kot tudi list. Pa nova spletna stran se zdaj obeta, popolnoma nova spletna stran na občini in vsi vabljeni, da z dogodki sodelujejo na tej spletni strani. Tako da, župan, lahko tudi rečete, da so vaši sodelavci in sodelavke zelo pridni. Jih je treba pohvaliti na tem mestu. Res je, treba je pohvaliti. Jaz res moram se zahvaliti celotni občinski upravi in tudi svetnikom, ki strokovno sodelujejo na naših sejah in le s takim pozitivnim sodelovanjem, pa z roko v rok, lahko naredimo še več stvari za naše občane, da bodo še bolj zadovoljni v naši občini. In srečni. Ja, in srečni. Tako. V petek ste pripravili tudi osrednjo občinsko slovesnost s podelitvijo priznanj. Vsi pravijo, da je bilo zelo lepo. Ja, res proslava oziroma prireditev je bila kar odmevna. Tu najprej godba sprejme vse, ki pridejo na proslavo, potem pa poteka proslava, ki je bila letos obarvana z mladino, namreč nastopili so najmlajši vrtci in potem tudi šola in pa seveda sama proslava je bila organizirana strani kulturnega Zavoda za kulturo. Imeli smo tudi precej gostov in seveda najbolj je bilo pač odmevno, da smo
podelili priznanja, za katere je bila določena komisija, ki je sprejemala predloge. Imeli so kar težko delo, da so izbrali res tiste najbolj pomembne in ti so potem tudi dobili na odru to svečano priznanje občine. Kdo so letošnji nagrajenci, zakaj prav oni? Ja, letošnji nagrajenci priznanja so dobili Srečko Potočnik, pa potem Valentin Haindl in pa Bogdan Lampret. Plakete pa so dobili gospod Potočnik iz Rdečega križa, potem gasilec Roškar, Milan Roškar in pa Anton Plazl. Veliko je teh ljudi, ki si zaslužijo priznanja. Ja. Torej ima komisija kar precej zahtevno delo. Koga izbrati, zakaj prav tistega? Res, komisija ima to delo s tem, da jim že prej, ko razpišejo, svetujejo, da naj društva, organizacije, posamezniki dajo res take podrobne obrazložitve, da potem komisija lahko izlušči res tiste najpomembnejše kvalitete posameznika in zasluge, zakaj je to priznanje potem dobil. Imeli ste tudi slavnostni govor, tako kot vsako leto. Kaj ste posebej poudarili? Ja, jaz sem malo v svojem govoru pregledal, kaj vse se je dogajalo, kakšne težave so zdaj trenutno z Tešem in HSE-jem, potem kakšno je vzdušje in pa kakšne so naše želje tudi za v bodoče, da bi se te stvari nekje uresničile, da pridobimo ta denar in da greste smelimi načrti naprej, ne? Gremo smelo naprej v tej smeri razvoja in za blaginjo naših občanov. Vseeno je treba zdaj v najinem pogovoru poudariti sodelovanje med svetniki in svetnicami. Ja, res je. To jaz mislim, da je naš svet 20-članski res dober. Tu ni nobenih večjih nasprotovanj. Sicer krešejo se včasih mnenja, kar je tudi prav in treba je tudi prisluhniti vsem tem in skušamo, da je tega trenja čim manj. Se pravi, dobro delovanje in dobra klima. Tako. Zdaj, gospod župan, načrti za vnaprej. Kaj si vi osebno želite? Kje vidite občino čez nekaj let? Ja, jaz vidim občino čez nekaj let, da bo, ko bo človek prišel v občino Šoštanj, še bolj nekje urejena, prijazna, tako domačinom, prijazna našim obiskovalcem, turistom, da bomo na področju turizma, zdaj izdelujemo tudi projekt okrog našega jezera. Vemo, da tam so še določene zapreke, da ne smemo še postavljati nekih aktivnosti, ki bi bile nevarne, kajti jezero je še živo in tudi okolica se pogreza. Skratka, strategija turizma je na pohodu, da uredimo še določene stvari po Šoštanju, tako pogledujemo tudi na sosednji trg, na Marijin trg, na trg bratov Mravljak, da bi ga nekje zdaj uredili. S parkirišči smo zdaj zadovoljni, parkirišč smo naredili kar precej. To je bilo tudi zaradi tega, ker je pač bila gradnja bloka 6, Alstomovi delavci so morali nekje parkirati, ampak vendarle zdaj je parkirišč dovolj. No in da se uredi še ta promet, da se še postori kaj na glasbeni šoli, na prizidku, ki ga imamo planiranega, in ta projekt je tudi vreden 1,5 milijona. Moramo pohvaliti, da je gradbeno dovoljenje že v hiši. Imamo tudi načrt in tudi gradbeno za Kajuhovo obeležje pri Žlebniku. To naj bi bil taka hiša lesena, nek kozolček z to predstavitvijo Kajuhovega življenja in pa, da bi obnovili tudi še marsikaj, kot je recimo avtobusna postaja, ki je zelo potrebna obnove,
in pa vedno se še pa najde v raznih delih Šoštanja, zlasti ob progi, da bi prišla tam kolesarska steza, če bi jo lahko naredili, da bi industrijsko cono še nekje povečali, čeprav vemo, da v Metlečah tam ni možno, ker je poplavno, ampak vendarle imamo tudi načrte za odkup nekaterih oziroma za izgradnjo ali odkup nekih stanovanj. Tu smo kar daleč bogi, če bi lahko tako rekel, ampak vendarle iz leta v leto dajemo razpis, dajemo na razpolago stanovanja, kolikor jih pač imamo. Na razpis se javlja okrog 70 ljudi, eni potrebujejo prej, eni kasneje. Skratka, to stanovanjsko problematiko tudi nekje rešujemo sproti. Važno je tudi, da sociala, ki je zdaj kar na težki preizkušnji, da tudi na tem področju veliko pomagamo z raznimi akcijami in tudi z paketi Rdečega križa, potem socialno zavarovanje brezposelnim občanom, da tudi tople obroke zagotavljamo ljudem, ki ne morejo več sami kuhati. Tako da v tej smeri pač so naše želje, da čim bolj postorimo ljudem. In čeprav razumem, imate velik posluh za sočloveka. Ja, jaz ne vem, jaz pač rad pomagam. Včasih ste preveč skromni, a ne? Ja, rad pomagam, kolikor se da, včasih se skoraj nič ne da, ampak nekaj se pa le najde. Je pa že to veliko, da znate tudi prisluhniti ljudem. Pravijo, da ste ljudski človek že od nekdaj in da so vaša vrata skoraj vedno odprta, ne? Da se lahko ljudje pri vas, pri prijazni Suzani tudi naročijo, ne? Ja, to je res. Tudi če niso kdaj naročeni, ker Suzana skrbno zapisuje ljudi, ki bodo prišli drug dan k meni, ampak vendarle se najde tudi taki, ki nujno potrebujejo ali kak nasvet, ali kako usmeritev, kam naj se obrnejo, nobenega pa nikoli ne zavrnem. In če potegneva črto, zdaj nekako ste pa le zadovoljni s samim življenjem v vaši občini? Ja, jaz mislim, da kljub vsem tistim težavam, ki so v občini, ki se iz leta v leto tudi nekje spreminjajo, da jih je tudi vedno manj, pojavlja se tudi kakšna nova. Ampak nasploh moram reči, da če pogledamo našo lepo občino, lepo podeželje je. In tu se res trudimo, da vsem tem podeželskim ljudem omogočimo varen dostop do mesta, varen dostop iz mesta, iz služb in tisto, da se tudi po krajevnih skupnostih veliko dogaja, da imajo temu primerno postavljene domove in to v tem vidim jaz tudi eno tako veliko zadovoljstvo. Saj veste, gospod župan, da vas bom za konec povprašala še to, prej ste že omenili, šport vam je pri srcu. Kaj vas še sprošča v življenju? Kaj še radi počnete takrat, ko imate samo nekaj minut časa zase? Ja, tej rad posedim kje tudi s prijatelji, da kjero rečemo. Zdaj v zadnjem času smo dobili tudi novega psa pri nas doma, nemškega ovčarja, kot vsa leta smo ga prej imeli. In zdaj se tudi z njim ukvarjamo, star je 6 mesecev in mu je treba dati osnove tiste vzgoje. V tem pa tudi uživam. Se pravi, da bo pravi razvajenček, a ne? Ja. Pa kaj še radi počnete? Kuhate, berete? Ja, ne, kuham že ne. Raj jem, ko kuham. Drugač pa, kaj smem, s prijatelji gremo na kak nogomet, tak ročni nogomet. Tu se malo sproščamo. Pa seveda z vnukom se tudi ukvarjamo, ki zdaj leta po celi hiši in tudi po dvorišču. Tako da tudi to je eno tako zadovoljstvo. In sproščanje. Tako. Župan občine Šoštanj, gospod Darko Meni, hvala lepa za današnji klepet. Še enkrat iskrene čestitke ob občinskem prazniku vam, seveda vsem nagrajenkam in nagrajencem. Mogoče zdaj ob koncu najnega pogovora samo še sporočilo vsem našim gledalkam in gledalcem, predvsem pa občankam in občanom občine Šoštanj. Ja, jaz bi vse lepo pozdravil, vsem bi se zahvalil, ki so sodelovali zdaj v nizu teh prireditev,
ki smo jih ob občinskem prazniku imeli. V bodoče pa želim še nekoliko strpno sodelovanje z občani na samem terenu, da ne bo prišlo do kakih konfliktov, ker tu vemo, da ti vodijo na nikamor. In jaz upam, da z pozitivno energijo iz obeh strani bomo tudi dosegli še marsikaj v naši občini. Hvala lepa za danes in vse dobro. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam, gledalke in gledalci, za pozornost. Prijazen večer še naprej in nasvidenje.